spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Eden najmlajših sogovornikov v nizu, ki ga delam, svetovni prvak, sicer zdaj že bivši, Tim Gajser. Tim, pozdravljen. Zdravo. Tim, v zibelku ti je bilo pravzaprav položeno, da se boš ukvarjal z motokrosom, z motorji, z benzinom, z adrenalinom. Ja, dejansko od samega rojstva, ko sem se rodil, je pač oče bil motokrosist, že hodil na tekme, tako da ko sem jaz prišel na svet, dejansko res skozi sem bil poleg njega na vsaki tekmi. Pred 2 leti in pol me je postavil prvič na motor in od takrat se je ta ljubezen z motokrosom začela in traja že kar nekaj let. Tisti prvi motor pravzaprav ni bil za motokros motor, ne? Ja, je bil. Je bil. Nekaj na morju ali kje si ga sprobal? Ja, na Rabu smo bili pri prijateljih. Oni so tudi vozili motore, tudi je imel 2 sina, ki sta bila tudi podobnih let kot jaz in sta imela eno Hondo malo 50 kubično in Kaj, prav otroški motor? Ja, taki čisto mali. Čeprav sem jaz bil še dosti manjši, niti dosegel nisem dol za nogami, 2 leti. Od tega pa 2,5 ne moreš skiroja še ne znaš. Dejansko jaz se tudi ne tega čisto tako spominjam, ker ko si star 2 leti, dejansko nimaš tistih pravih spominov, ampak tako delno se spominjam, da sem se res sedel gor, da sem se pelal, ata mi je povedal, ki je bremza, ki je gas. In sem se odpeljal in sem se vozil in ja, tako se je vse to začelo. Ampak takrat še ni bilo padcev pa zlomov. Pa tudi so bili padci od malih let, veš da, pač to je sestavni del tega športa, padci, poškodbe, tako da dejansko, ko se odločiš za ta šport, moraš sprejeti pač, da lahko pride padec, lahko pride mali, lahko pride veliki, lahko pride velika poškodba, lahko pride mala, tako da pač dejansko moraš pričakovati vse. In ne samo, da si začel kot otrok že voziti motorje, pa motokros, progo imate doma pravzaprav. Oče jo je sam naredil, ne? Ja, dejansko zdaj imamo 2 progi doma, 2 velike proge, tako da ata jih skozi popravlja, dela, prireja. Oče je imel bager, ne? On je bagerist. Ja, dejansko zdaj jih ima tudi, ja, ogromno. Tako da je progo tudi s tem svojim bagrom ravno ovinke delo pa tako naprej. Ja, spreminjal, tako da dejansko da ni bila skozi ista in ja, definitivno to je veliki plus bil zaradi tega, ker da sem imel proge doma, zaradi tega, ker če bi se mogli nekam voziti, dejansko pač dodaten čas, dodatni stroški in je pač bil zelo veliki plus, da sem lahko doma treniral, da sem se lahko doma v garaži oblekel in šel na motor že od malih let, ja. Doma si iz Makol? Iz Pečke. Pečke so poleg. V šolo si hodil na Ptuju? V Makole. V Makole, ampak srednjo šolo pa? Srednjo šolo v Slovensko Bistrico. Kakšna šola je to bila? Jaz sem obiskoval šolo za ekonomskega tehnika, srednja šola Slovenska Bistrica se reče, tako da. Maturiral si, tako da zdaj si zaključil zaenkrat s šolanjem. Ja, zdaj si profesionalni dirkač. Točno tako, zaključil sem leta 2015, sem maturiral. Pač res sem zelo hvaležen vsem učiteljem, vsem pač ravnateljici, zaradi tega, ker res ogromno sem manjkal v šoli, zaradi tega, ker sem res imel ogromno testiranja in res so mi pomagali pri tem, da sem zaključil šolanje. Tako da res hvala vsem. Vsaj to osnovo je dobro, da imaš. Sigurno, ja. Sigurno. Pa tudi ekonomska šola je fajn, če boš kak biznis teral, vsaj nekaj malo osnovna. Prava smer je bila. Ja. Pa tudi zelo blizu meni je bilo, domu najbližje, ker lahko bi hodil v Slovensko Bistrico ali pa v Maribor. Maribor je vseeno dosti daleč in dejansko bi domov prihajal komaj ob 4, 3 in potem ne bi bilo časa za treninge. Tako da sem se tudi po eni strani odločil, da grem v Slovensko Bistrico, ker sem že ob 12 ali 1 lahko bil doma in naredil treninge. Ti ime vasi, si se pozanimal, odkot to ime? Pečke. Pečke. Kaj to pomeni? Kaj pa, ne vem. Peč, koščice od sliv. Kaj pa vem, ne vem. Makole vem, da so prišle, da takrat nazaj še v stari Turčiji, tako so pač razlagali, da ne bi prišlo ime, da ko so se še z vozami vozili okoli, pa jim je kolo vtrgalo in je rekel, če ima kovle. Če še imajo kovle kakšne, da bi naj tako prišlo ime, to Se pravi, tudi tam je povezano s kovljami, motorni. Dobro, pravzaprav
oče je bil dirkač in potem tista nesrečna zgodba z bratom, ki ga nikdar nisi spoznal, ker je prej umrl, kot si se ti rodil. Žan mu je bilo ime, ne? Ja. 2,5 leti star je stal na progi in oče je v padcu spadal na njega. Mislim, skoku. Ja, dejansko 3 leta je bil star, ko se je to zgodilo. Sam, tako ste omenili, sam še niti takrat nisem bil na svetu, tako da dejansko govorim po tem, kar sem slišal, kaj mi je pač ata povedal, pa mama. Ja, pač ata je priletel na skakalnico in dejansko iz mrtvega kota ne vidiš od spodaj, kam letiš. In ja, on je stal od spodaj in dejansko to se je tako hitro zgodilo, težko je odreagirati, težko je nekaj narediti in to je bilo res desetinki sekunde pač. In številka, s katero voziš, Ja. 24 marec, je bil rojstni datum Žana Gajserja. Ja. Ampak tudi ta številka je bila slučajno. Ni tega, niti ti, niti fotor niste tega, ta številka je padla, ko si vozil za Hrvate, ne? Ja, točno tako. Dejansko niti sam si nisem te številke izbral, pač. Ko sem vozil za Hrvaško licenco in ko smo prišli v Slovenijo, dejansko so me obravnavali kot tujca in tujci so mogli imeti številke prek 200 in meni so pač, oni niso vedeli, pač za njih dodelili pač to 243 in skozi smo se kregali, pač, ker v tistem času sem jaz imel številko svojo, ko sem si jo izbral 116 in vsi motorji, vse je bilo pripravljeno za to številko in Kako si pa 116? 116, to je bilo pa prvi sponzor Golden Tire, ko nam je kupil motorje, je rekel, da če bi lahko pač imel to številko, ker to je njegov rojstni datum, 11.6. in sigurno pač smo odobrili, zaradi tega, ker je bil prvi človek, ki nam je pomagal. Tako da tako je prišel do te številke. Da grem nazaj na 243. Ja, potem smo se celo leto kregali z AMZS-om in pač z organizatorjem, pač da si ne želim te številke. In enega dneva, eno večer je ata pač študiral in pač poštudiral, kaj je to 24.3., da je to rojstni datum mojega pokojnega brata in od takrat naprej sem se pač odločil, da bom to številko skozi nosil in res mi je častno. Oba z očetom sta malo vraževerna pravzaprav, ne? Ker toliko slučajev je. Nismo vraževerna, ampak pač... Kak je tebi ime, recimo? Ja, tudi, On je imel na kombiju napisano Gajser Team, že prej. Team pač kot ekipa. Ja, Gajser Team. Ja, sam prebere se pa Team, ja. In se rodi Team Gajser. Ja, jaz pravim tako, da nič ni pač naključje, vedno je vse pač, vse se zgodi z razlogom in mislim, da pač celo življenje, pač kaj se je dogajalo, se je moglo tako zgoditi. Zdaj vas je pa kar nekaj, ne? Imaš brata Nejca, 2 sestri. Vsi ste not. Najmlajša sestra bo je tudi voziti, bi dirkala. Ja, je. Dejansko vsi imamo motorje. Nejc je tudi vozil. Zadnjih par let je dal motor na stran, je postal profesionalni mehanik, to pomeni moj trening mehanik. Mi pripravlja motore in to. Alja je tudi imela, to je tista malo starejša, 12 let stara sestra, je tudi imela veselje na začetku, zdaj mogoče to veselje malo popustilo, je dobila neko drugo veselje, se bolj ukvarja z konjami in s živalimi. Si zelo rekel, da ne se raje z baletom ukvarja. Ja, rekel sem tako, da pač, tako mi rekel, da motocross, če čisto tako pogledamo, ni najbolj šport za ženske, tako da in ne privoščim, upam, da bo kaj drugega najde, to sem rekel, to se spomnim, da sem rekel nazaj. Da tudi za moške ni. Ja, pač. Ker je grob, face. Je zelo adrenalinski, tak nevaren šport bom rekel, ampak ne vem, jaz v tem uživam in dejansko ne študiraš na to, da je pač tak nevaren. Rekli smo, da si začel kot res mali otrok voziti, ampak tudi zelo, zelo zgodaj. Mnogi bi rekli, prezgodaj si že začel dirkati. Kdaj si prvi pokal dobil? Mislim, da je bila prva tekma, ko sem bil star 3,5 leta. Tekma, ja. Prvi svoj motor sem dobil za božička, ko sem bil star 3 pa
par mesecev, 3 pa 2 meseca. To je tudi taka varianta, kot je bil tisti na morju? Ja, Yamahica PV, tista najmanjši motor in potem takoj naslednjo leto, ko sem bil 3 leta pa pol star, sem odpeljal prvo tekmo v Rakeku in sem bil tretji, tako da že na prvi tekmi sem dobil pokal. In to te potem not potegne, ne? Pa sigurno, ja, pa ne vem, že Ata je rekel, da že od malega pač sem kazal to, da to zanimanje za ta šport, res pač želel sem si tega, nikoli me ni rabil siliti v nekaj, naprimer, zdaj pa moramo iti na trening, vedno sem jaz bil tisti, Ata, kdaj gremo na motor, kdaj gremo tisto. Dejansko on me je mogel bolj blokirati, da mi je manj dal, zaradi tega, ker jaz sem hotel preveč vsega. To je en fenomen, tudi takrat, ko še ni bilo pravih rezultatov, si ti hotel cel čas voziti, cel čas na progo. Te proge so tako različne, pa brutalne pravzaprav. Ali je prašna, se zalivajo jih, če je prašna. Ja. Tako da v blatu si več ali manj zmeraj, ne? Ogromno je pač različnih materialov, ko se naredijo, naprimer poznamo proge s trdo podlago, potem proge, ki so malo mehkejše, potem tiste peščene, tako da tudi blato, ko fejst dežuje, tako da ogromno različnih razmer je v pač našem športu, naprimer, če pogledamo MotoGP, imaš samo moker asfalt pa suh asfalt. Dejansko tudi linija je tista ena idealna v motokrosu, se naredi skozi ta vikend, sobota, nedelja, ko so treningi, ni samo ena idealna linija, ampak idealna linija se spreminja s tem, kako se špure uničujejo, kakšne luknje naratavajo, tako da dejansko se ti moraš premikati in zraven, ko voziš, študiraš, kje je dosti bolj gladko, kje bi lahko bil hitrejši. Tako dejansko ogromno je študiranja in razmišljanja med samo tekmo. Najprej Bogo pregleda, Bogo oče, pregleda progo, potem ti voziš tisti poskusni krog. Dejansko tako je, da imamo soboto, nedeljo. Soboto imamo proste treninge in potem kvalifikacijo. V nedeljo imamo jutranji trening, warm-up se reče, in potem 2 tekmi. Na prizorišče že vedno pridemo v petek, dopoldan, tam okoli 1. ure. Gremo na progo, potem z očetom skupaj gledamo progo, gremo en krog po progi, pogledamo, če so kaj spremenili. En krog, to se pelješ ali greš peš? Ne, peš greš okoli. Naštudiram pač linije, pogledam, ki bi lahko kaj spremenil. Potem me čakajo razni mitingi, intervjuji in to je za v petek. Potem v soboto zjutraj se začnejo treningi, proga se, tako sem rekel, spreminja in gledaš linije, kjer bi lahko spreminjal kaj, tako da tako potem poteka to. To imate zmeraj z očetom, s trenerjem, koordinacijo, da se dogovarjata ti po svoje, ampak on ti pa svetuje. Dati na svete, on še zdaj dirka, ne? Ja, zdaj je bil glih na svetovnem prvenstvu, veteranov, tako da je še kar aktiven, bom rekel. Vozi tekme tudi za državno prvenstvo, vse odpela. Ampak ga ščiješ? Ja, sem hitrejši, ja, sigurno. Ampak bom rekel, da pač za svoje leta je še zelo dober. Dober? Ja. Na državnem prvenstvu kakšen rezultat dobi? Ja, letos je bil nad 50 let v veteranah, kategoriji veterane, državni prvak. Kako bi pa bil v absolutni konkurenci? Kam spada? Kaj pa vem, tam ko jaz vozim, pač to kaj pa vem, ne vem, težko, sigurno se ne bi mogel prepeljati. Ni primerljiv, ne, dobro. Pač tudi lete so različne. Pravzaprav malo provociram. Težko zdaj to reči, ja. V glavnem dirke GP za svetovni pokal, svetovno prvenstvo v Sloveniji ni. Nimamo steze. Kakšne so steze, ki jih imamo v Sloveniji? Koliko jih je pravzaprav? Tako bom rekel, da uradnih prog, kjer se organizirajo tekme za državno prvenstvo, je okoli 6-7. Eno vem, da je v Mačkovcih. Mačkovci pa Orehova vas. Orehova vas je tudi prva pravzaprav. Ja. Tam je dejansko bilo tudi ta GP leta nazaj, mislim, da v 90-ih, takrat se je nazadnje odvijalo ta svetovno prvenstvo 125, pomeni MX2 klasa, ko je zdaj. To je tisto, kjer si ti bil svetovni prvak, da si potem prišel v to elitno, ja, 2015, ko sem bil, ja. To se je takrat odvijalo tu v Orehovi vasi, tisti kraljevi razred pa se ni nikoli pač tu v Sloveniji. Tako da, ja, proge so, tako sem rekel, okoli 6-7 tistih
pravi, ko se pač lahko vozijo tekme, ampak vseeno bom rekel, da pač niso na takem nivoju kot proge za svetovno prvenstvo. Bom rekel, da mogoče okolje, vse je pač primerljivo, proge bi bilo treba spremeniti zaradi tega, ker so daljše niti ne, ampak dosti bolj zahtevne. Treba si jih vidva doma. Ja, to je proga potem res tista tehnična. Zakaj se pa ono ne more uporabljati za dirke? To pač uporabljam samo jaz, to privat, dejansko doben tu in ne more priti trenirati, zaradi tega, ker imamo tako zmenjeno. Če bi zdaj tam neke tekme delali, pa neke velike treninge, da bi prišlo ogromno voznikov tja, sigurno bi se začeli tudi buniti sosedi, tako da zdaj imamo dogovorjeno, tako da lahko jaz treniram. Ta proga je last očetova ali kak je to? Ja, zdaj smo dobili papire, tako da je naša pač, da lahko tam treniramo. Tudi dogovorjeno je, torek, četrtek se trenira in... A samo vtorek, četrtek? Torek, četrtek so treningi na motorju, ja. Tako da domačini vejo, takrat tim vozi pa malo galami, drugače je pa mir tam. Ja. In hoče trditi, da je to najtežja proga od vseh? Ja, proga je res zelo tehnična. Dejansko, ko hodimo po tekmah po celem svetu, sigurno ogromno vidiš. Tako dejansko vse elemente iz vsake proge poberemo in jih potem ata naredi doma. Tako da dejansko si pripravljen na vse, ko priješ na svetovno prvenstvo. In res lahko priznam, da je ena najtežjih prog, kar jih je. No, zdaj se vrniva. Težko je primerjati rezultate prej, ko si bil mlajši, s temi zdaj, ker je to zdaj vendarle kraljevska disciplina, kjer so najboljši na svetu zbrani. Vse ostalo je tako malo igračke, motori lažji, proge lažje in tako naprej. Kaj šteješ za svoje, poleg tega naziva svetovnega prvaka? To si bil leta 2016. 2016, ja. Kaj šteješ za svoje največje uspehe? Sigurno, da skozi celotno kariero, ko sem bil 65, ko sem vozil 65-kubični motor, sem že bil evropski prvak, to je bilo 2007. Potem, ko sem šel po lestvici gor v višjo kategorijo 85, sem leta... 2007 si ti bil star 10 let? Ja, sem osvojil 65, to pomeni 65-kubični motor, to si s tem So tekmovalci, so bili tudi tako mali ali so bili starejši? Oni so bili malo starejši od mene, tako da jaz sem vedno tekmoval za starejši. Malo mlajši si bil zmeraj od konkurence? Jaz sem bil vedno mlajši od konkurence, tako da ja, 2007 sem osvojil ta naslov, potem sem šel čez 2 leti, leto kasneje sem šel naprej, potem 2009 sem osvojil 85, sem bil... Tu govorimo o kubikih. Kubikih, ja, 85 kubičnih centimetrov sem bil evropski prvak. Potem leta 2012 sem šel še višje v 125-kubični razred, tudi osvojil evropskega prvaka in pa mladinskega svetovnega prvaka. Potem je pa sledil ta prehod v profesionalno. Pač dejansko to so bili vseeno, še takrat, ko sem obiskoval šolo. Tako da dejansko rečeš, da je to bilo pač amaterski del kariere in potem, ko sem prestopil v ta MX2 razred, se je začela moja profesionalna kariera, dejansko podpisal sem... MX2 je že profesionalni šport. Podpisal sem pogodbo za Hondo in tudi šolanje sem zaključil, tako da dejansko sem se lahko posvetil res 100% samo treningu, samo motokrosu in ja, potem leta 2015 sem osvojil MX2 razred in leto kasneje še MXGP. Zdaj, ena stvar je jasna, da te napore, to rukanje hrbtenice, vse to, zdržiš, moraš biti fizično fantastično pripravljen. Ne gre samo za vožnjo na motorju, ti moraš tudi drugače biti izjemni telesni kondiciji. Ja, dejansko ljudje se ne zavedajo, kako zahteven šport je to. Dejansko pridem mogoče kam in mogoče ljudje, ki ne vejo, kaj je motokros, dejansko jih je vedno manj v Sloveniji, ker dejansko motokros šport kot panoga se zelo razvija v zadnjih parih letah in ogromno ljudi je začelo spremljati ta šport. Ampak če slučajno srečaš kakšnega, ki dejansko ne ve, kaj je motokros, mi reče, se ti samo prideš, se vsedeš na motor, daš gas, pa je to, ne? Sliši motor, mar bolj leti, ne? Ja, in sigurno se pač nasmejim in pač
ko gledaš, zgleda zelo lahko, ampak ko se dejansko sam sedeš, ko se sam preizkusiš, pa vidiš, da ni tako lahko, kot pa zgleda, ne. Res so ogromni napori, ogromne sile, sploh pri skokah, res telo zelo trpi, tako da res moraš biti v fizični, psihični, dejansko na vseh področjih moraš biti res na maksimalno pripravljen, tako da. To ste še zmeraj velja pravilo, da Tima Gajserja brez očeta ne bi bilo. To je dobesedno tudi tako, ampak enostavno dirkača, šampiona Tima. Brez očetovega strokovnega vodenja, vidim, da sta enostavno res Tim. Sigurno, pač Ata, tako sem rekel, on me je postavil na motor, bil dejansko skozi moj trener in ja, sigurno, da pač je zelo zaslužen za to, kjer sem danes in res sem mu zelo hvaležen, da je pač dal vse v to in verjel v mene, da bom enkrat prišel tako daleč. Koliko si bil star, ko si napisal, da boš svetovni prvak? To je bilo dejansko mislim, da prvi moj intervju, mislim, da sem bil star, v drugi razred sem hodil, to pomeni 7 let. 7 let in te sem rekel, ja. In takrat, ko sem postal svetovni prvak v tem elitnem razredu, so me poklicali v osnovno šolo Poljčane, ker prej sem obiskoval tam šolo, ker smo živeli v Poljčanah, potem smo se preselili v Makole. Tako da so me povabili tja in so mi celi ta intervju, ko so ga takrat naredili z mano, dali v plaketo in tisto točno podčrtali, ko sem rekel, pač kaj si želim postati, ko bom veliki, ne, sem rekel, svetovni prvak motocrossa. Pravi, so ponosni na tebe v Poljčanah, na osnovni šoli, sigurno, ja. Na tvoje rezultate. Ampak to pravilo tudi velja, da lahko si svetovni prvak, ampak kaj si o tebi mislijo v domači vasi, je pa zelo pomembno, ne? Pa ne samo v domači vasi, mislim, da nas splošno, ne vem, tako bom rekel, da vsi smo krvavi pod kožo, tako da dejansko, če si svetovni prvak, si samo človek tudi. In najbolj pomembno je, da si preprost, da ostaneš enak, kot si bil pred tem uspehom, zaradi tega, ker ljudje, tvoji navijači, ljudje, ki te spodbujajo, ki te spremljajo, to cenijo in pač vidijo, naprimer, kjer si vzame čas za njih, sploh na tekmah, ko vidijo, da si pač zelo zaseden, ampak najdeš tisto na minutko, da se slikaš z njimi, da podpišeš plakate, ne vem, rečeš kako besedico z njimi in mislim, da to je zelo pomembno, da pri takih stvarih se ne spremeniš, no. Da ostaneš isti, kak si, z obema nogama na tleh in to mislim, da te še potem naredi še večjega prvaka. Pogled in nasmeh, kot čoln in bled, kot ti in jaz, kot čebela in cvet, kot barva in čopič, kot kumarice in nosečnost, kot mama in oče, kot dete in nespečnost, kot grom in strela, kot vrtnica in trnje, kot on in ov, kot kruh in zrnje, kot orehi in potica, kot svoboda in ptica. Za skupaj nekatere so stvari, kot Radenska in Srca 3.
Lovenjakov dvor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, sprostitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo oboro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejen apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribjih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedole zrezki, ajdovo kašo z jurčki, pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topli sprejem. Modrifon novembra je vsestranski Huawei Mate 20 Lite po izjemni modri ceni. Že na prvi pogled vas bo prepričal z izjemnim fotoaparatom v elegantnem ohišju. Naročite ga lahko tudi v e-trgovini. Telekom Slovenije. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave narezki. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22.000 bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Tepe. A spančem pri letu? Ajde, dajmo malo razpakirati, op. Maje, a spet goske čakal? Dej, sprosti se no. Kje pa je Ilka? Prihaja. Ford, ponosni partner slovenskih športnih junakov. Tim, ne samo navijači, tudi sponzorji imajo radi takega tekmovalca, ki je dovzeten do novinarjev, do navijačev, da se slika, podpisuje, avtograme daje in tako naprej. Sigurno, ja. Tudi vsem sponzorom, to je pač ljudje, za katere voziš, cela ekipa moja, ki stoji za mano, ki šteje ogromno ljudi. Sigurno si želijo takega voznika, ki zna pač tudi dobro z svojimi navijačami, dejansko z vsemi, da pač je priljubljen med njimi, zaradi tega, ker je to samo plus za njih isto. Tako bliskoviti skok je bil iz prejšnje kategorije v to kraljevsko. Si prišel, videl, zmagal. Torej, res, tudi sam verjetno nisi pričakoval, da boš prvo leto kar svetovni prvak postal, ne? Ne, če sem čisto iskren, mislim, da noben ni tega pričakoval. Sam sem vedel, da imam brzino, da imam vse, kar pač je potrebno, da sem na samem vrhu, ampak dejansko nisem hotel nič govoriti. Pač priprave so potekale dobro, počutil na motorju sem se zelo dobro, testirali smo, motor je bil vrhunski, tako da res pred tisto sezono 2016 sem bil res v dobri formi in vse je pač klikalo, tako je moglo in prva tekma, dvojna zmaga, vsi so bili presenečeni, noben ni pač res pričakoval, niti od mojega tima, moje ekipe, niti celotnega padoka, pač tega MXGP in ni pričakoval, da lahko jaz prijem tja kot novinec v tej najelitnejšem razredu in zmagam, tako da, ja. Potem se soočiš z tistim, kar pa nas življenje zmeraj znova spremlja, na vrh, vsi bi intervjuje s tabo, vsi te slikajo, vsi bi se s tabo slikali, vsi te imajo radi, potem pa pride kriza, poškodbe, dolga pauza
ni zmage, zdaj že koliko časa nisi zmagal na dirki? Že kako leto, ja, bom rekel, dobro leto. In občutiš tudi, da nenadoma več ni tako veliko zanimanje za tebe? Ja, sigurno, pač to dejansko pač dojameš že predtem, pač vidiš, da pač ko so rezultati, bi radi bili vsi poleg tebe, tako ste omenili, ogromno intervju, ogromno vsega. Ko pa pride pač tisto del, ko gre malo navzdol, kar je čisto normalno v življenju, v karieri, dejansko nič ne gre samo navzgor. Vedno so vzponi, vedno so padci. Ker bi se vprašal človek, kaj dela konkurence, če en gre samo gor. Točno tako in ja, tako je moglo biti, dejansko zdaj že 2 leti, zadnje 2 leti me spremljajo poškodbe, ampak tako bi rekel, da jaz sem pozitiven, vedno pač se vstanem po vsakem takem padcu, prijem nazaj, res dam vse od sebe in tako bi rekel, da sem zelo motiviran za naslednjo sezono. Res pač spet smo imeli testiranja, ta pred naslednjo sezono, to pomeni nove motorje smo testirali in res sem se počutil vrhunsko. Verjetno v teh potovanjih po svetu, pa ob zmagah pa tako naprej, se tudi dekleta dosti bolj zanimajo za enega malega gajserja iz Slovenije, kot bi se, če ne bi bil šampion. Kako izbereš tisto, s komer začneš živeti? Kako pride do tega? Ja, sigurno je ogromno oboževalk in vsega tega, ampak za Špelo sva se najedla čisto na taki, ko sem najmanj pričakoval, bom rekel, in skupaj sva že zdaj skoraj 3 leta, tako da zelo sem vesel, da pač imam tako punco ob sebi, ki mi res stoji ob strani in v slabem, v dobrem, res me podpira in res mi da tisto motivacijo takrat, ko jo najbolj rabim, ko sem na primer na tleh čisto, ko rečem pač, saj sem samo človek, tudi meni včasih prije preko glave in rečem, glej, kaj meni tega treba, ampak potem imam ljudi za sabo, pač Špela, s katero živim, ko vedno pač me proba nazaj, dati mi tisto motivacijo in me pač popeljati nazaj, da dobim tisto motivacijo nazaj in da začnem trenirati. Tako da res ogromno pač vsem športnikom pomenijo ljudje okoli sebe, ki jih imaš, zaradi tega, ker sam ne moreš tega doseči, ampak ljudje, ki okoli tebe, ki so na dan tekme poleg tebe, ki ti pač, kako se ti počutiš na dan tekme, je zelo pomembno in če se ti ne počutiš vredi, potem tudi rezultati niso dobri. Če si ti vesel, so potem tudi rezultati. Tako da ti ljudje so najbolj pomembni, kateri so pač v ožjem tvojem krogu. To so oče, brat, Špela. Ja, in to je to. Pa tudi mehanik, z mehanikami. Pa tim HRC. Ja, dejansko cela ekipa, res se počutim kot v neki veliki družini. Kakšen status imaš pri Hondi? Jaz sem prvi voznik HRC-a, to pomeni pač prvi voznik, no. V motokrosu, torej pri Hondi si prvi. Prvi voznik v motokrosu, ja, 3 smo v timu, eden vozi v MX2 razredu in pa 2 v tem elitnem razredu. In ja, jaz sem prvi, dejansko od 2014 smo že skupaj, to pomeni dobre 5 let, 5 sezon že vozim za njih in dejansko v teh 5 letih smo razvili neke vezi, ki so res zelo močne, počutim se kot doma tam, res z mehanikom se dobro zastopimo. In njih ni nezadovoljstva zdaj, ko si padel v rezultatih? Ne, dejansko ne občutim tega, res mi stojijo ob strani, vejo, da se bom pobral, dajo ti tisto pač oporo, da vidiš, da imaš tisto, da ti ne obrnejo hrbta. Tako da res to, kar je najbolj pomembno v takih kriznih sezonah, bom rekel. Oče Bogo je pripovedoval dostikrat, koliko vse, kar je zaslužil z bagrom, je v bistvu vlagal v šport, v motorje, vate. Zdaj se vama nekako to vrnilo. Z obrestmi bi človek rekel, ne? Zdaj več ne razmišljate, da bi šla na dirko z tem kombijem rumenim na konc Evrope. Zdaj so stvari... Sigurno je pač drugače in ja, včasih smo mogli, če pogledaš nazaj, s tistim starim avtodomom prepotovati
celo Evropo. Res je bil zelo star, vse je že škripalo noter, ampak... Še ga imate, ne? Še ga imamo, ja, nismo ga prodali. Tako da, zdaj pa res, pač tako mi rekel, da dolga leta pač trdega dela so se res poplačala. In ja, res je treba pač ogromno vložiti, ogromno žrtvovati, ogromno trenirati in potem po desetletjih se pač to povrne. In res sem vesel, da lahko danes živimo svoje sanje. Pa ni treba razmišljati o položnicah, o čekih in tako naprej. Tim, obstaja še ena kategorija, v kateri še nisi bil, to je v Ameriki. Ja. Kako se ji pravi? Supercross. Supercross. Kdaj boš prišel do tja? Želje so velike, ampak zavedam se, da pač če enkrat želim iti tja, je treba spremeniti vse, moram iti živeti tja. Dejansko življenjski... Špela nima nič proti, da bi šla malo v Ameriko živeti. Ja, pač se pa ona bi šla poleg mene, ker pač skupaj živima in... Ampak vseeno pač študiraš ogromno, kdaj, kak, zaradi tega, ker to vseeno ni mala sprememba. To pa je tekmovalno, kaj pomeni? Kakšna razlika je med? Supercrossom in motocrossom? Dejansko Supercross se dogaja v stadionah. V dvoranah pravzaprav, ne? Ja. Motocross je v naravi, pač po hribah, dolinah. Tam naredijo umetne ovire? Umetni skoki, dosti bolj zahtevni, tehnični. Tudi pač tradicionalno za Supercross je ta ritem sekcija vupsov, ki jih ni v motocrossu. To je tiste grbine, ki so 3 metre razdajanja. To je podobno smučanju, tistem freestylu. Ja, ko kar letiš po vrhu dejansko, to je res tisto tradicionalno za Supercross. Potem pa razne ritem sekcije, ki so res zelo našpičene, dejansko tam ni prostora za napake, res moraš biti natančen, dosti boljše kot pri motocrossu, tako da, ja, to si želim. Naj te vprašam, se bojiš? Ne bojim. Nisi siguren, če bi bil tako dober, kot si zdaj v tej kategoriji? Ne bojim se, najbolj edino študiram, o tem pač treba iti tja, treba je vse spremeniti, ampak mislim, da pač želja in cilj je iti tja in mislim, da vsak mora slediti svojim sanjam in v krajši prihodnosti bom tudi to naredil. Zelo mlad si še, tako da res ni sile, ne? Ne, samo pač, ko sanjaš o tem dejansko, jaz se tega spomnim, ko sem bil še, ne vem, 7 let, 10 let star, sem gledal te posnetke na Supercross in dejansko takrat se je pač ta želja tako močna postala, da si želim to probati in... Kakšen status imajo ameriški športniki, ki vozijo Supercross? To so zvezde? Je to popularni šport? Ja, dejansko v Ameriki ta Supercross je eden med bolj popularnejšimi športami v Ameriki. Tako da ogromno, to so polni stadioni, razprodane karte. Na koliko ljudi pride tam? 60, 70 tisoč. Američani so res posebna nacija. Tako naredijo tudi mogoče na drugačen način, tam je dejansko dosti bolj šov. In to znajo narediti Američani, tako da razni toti fireworki pa... Tako da res znajo to narediti in to ljudi pritegne in tudi pridejo. Seveda zdaj, če v tem prideš not in uspeš, je spet en poseben užitek biti najboljši v takih krogih. Sigurno, pač to je še edino, kar mi v moji karieri ni uspelo, osvojiti Supercross in sigurno to je na listi pač ciljev. Dejansko ni dobro, da bi zdaj preveč hitel s tem, ker kaj boš pa potem? Kakšen cilj boš pa potem? Tako bom rekel, da pač vedno si moraš v življenju narediti neke cilje. Tudi, ko neki cilj dosežeš, moraš naslednjega poiskati in ne vem, bomo videli potem. No, zdaj trenutno je recimo cilj, da se vrneš tja, kjer si že bil. Točno tako, ja. Ti konkurenti, Italijan, ne vem, jaz si priimkov ne zapomnim, Carioli. Carioli pa Herling sta zdaj res v dobri formi. Sta dva, ki sta v zadnjem letu, bom rekel, nivo dvignila na višji. Tako da, ja, jaz sem pripravljen. Zdaj je tvoja naloga, da ju ujameš, ne? Ja, jaz sem pripravljen, jem res dal vse od sebe in
Ja, sem pozitivni. Kdaj misliš, da boš prišel nazaj, da bomo lahko rekli, tim je spet nazaj? Upam, da naslednjo sezono, ko se začne, marca 10. začnemo sezono svetovnega prvenstva, tako da... Tim, zdaj nam pa za take, kot sem jaz, opiši, kako izgleda profesionalni dan enega takega vrhunskega voznika, kot si ti? Je kar zahtevno, no, bom rekel, da pač vsaki dan imaš točno po urah razporejen, kaj delaš. Vsaki dan imam 2 treninga, tako da to sta različna treninga, nikoli ne treniram isto. Potem pa tudi se razlikuje dan med sezono in pa dan v pripravljalnem obdobju. Tako da takrat, ko so priprave, je dosti več treningov v telovadnici, kondicijskih, brez motorjev. Ja, tako bom rekel. Med sezono je dosti več treningov na motorju in tudi takrat, ko se začne zadnji mesec, mesec in pol, predno se sezona začne, to pomeni celi januar, takrat se tudi treningi na motorju dosti bolj povečajo, treniraš skoraj vsak dan, no, bom rekel, 2 dni treniraš, en dan imaš fraj, 2 dni spet, en dan imaš fraj na motorju. Poleg tega še pa delaš potem še treninge na kolesu, laufaš, v telovadnici si. Tako dejansko za motocross ni točno predpisano, kaj potrebuješ. Dejansko miks vseh teh disciplin, kolesarjenja, plavanja, teka, telovadnice, crossfita, vse te discipline povežeš skupaj v trening in dobiš dober trening. Program tebi dela še zmeraj oče? Skupaj ga nekako sestavimo, ja. On je trener uradno. Se je intenzivnost kaj zmanjšala, ker si se ti od doma odselil, da več nisi čisto pod njegovo kontrolo? Dejansko treniram vsako leto več. Zaradi tega, ker tako sem rekel, pač nivo se dviguje in vsako leto pač vsak hoče zmagati in dejansko vsak res pritisne tisti maksimum iz sebe in tako da vedno več se trenira vsako leto, pač daš še tisti kanček zraven, da pač hoče zmagati, no. Zdaj pa tisto, kar si prej govoril, ob tem, vsem, kar si se zdaj govorila, mora pa človek ostati človek. Vsak se svojim poklicom ukvarja, ti moraš v sosedi biti prijatelj z Slovenci vsemi, pa tako naprej. Koliko ti pomeni publika? Ogromno, mislim, da pač bilo kjeri šport brez publike, brez navijačev ne bi bil šport. Tako da dejansko navijači, ljudje, ki te spremljajo, ki navijajo za tebe, so dejansko sestavni del tega, sestavni del tekmovanja, sestavni del vsega tega in zelo so pomembni, tako sem rekel, zelo sem jim hvaležen. Ogromno se jih zbere na teh najbližjih GP-jah, Arko, Italija, potem Češka je tudi zelo blizu in res ogromno slovenskih navijačev. Kaj pomeni ogromno? Kaj je to? 100, 200, 500, 1000? Mislim, da lahko kar govorimo preko tam okoli 2000, 3000 slovenskih navijačev. Timovi navijačev na dirki, ki ni v Sloveniji. Ne bi rekel samo mojih, ampak navijačev slovenskih voznikov. Dejansko imamo tudi v MXGP-ju, poleg mene še nastopa Klemen Gerčar in tudi poleg teh 2 elitnih razredov so še evropska prvenstva, tako da imamo tudi predstavnike tam in dejansko ljudje, ki prijajo iz Slovenije, navijajo za vse nas in nam dajo motivacijo. Zdaj si omenjal ta prizorišča. Problem mnogih športnikov je, da potujejo po celem svetu smučarji, pa ne vidijo nič. Prideš, te fuknejo v hotel, ti odpeljejo gor nekam hrib na progo in to je to. In gremo naprej. Je podobno to pri vas? Ja, podobno, zelo. Kje so te proge nameščene? Čisto odvisno. Da si jaz dobro predstavljam, tako kot pri nas v Mačkovcih, da je mesto nekje 40-50 km. Čisto odvisno, ponekod so proge zelo blizu mesta, celo ponekod v mesti naredijo nasipa ali pa bilo kaj. Tako da čisto odvisno, nekatere so čisto ven v naravi, izven civilizacije, tako da čisto odvisno pač, kje je tekma.
tako dejansko ni za točno določeno, zdaj pa mora biti, ne vem, toliko kilometrov beg. Ti ostane kaj časa, da vidiš, kjer si bil? Zelo malo, no. Turist, da si malo turist? Zelo malo, bom rekel, da mogoče Zdaj, ko greš pela zraven, da greš tam malo po mestu, kupiti kaj? Redko. Mogoče kaki petek, pol proti večeru, ko prijem iz tekme, ampak dejansko res je malo tega časa, zaradi tega, ker priješ na tekmo v petek, iz tekme pa že greš v ponedeljek zjutraj. To pomeni, tekma se zaključi v nedeljo popoldan in dejansko greš v hotel, samo prespiš, se naješ in zjutraj potem domov, zaradi tega, ker te potem čakajo že treningi doma. Razen, ko gremo na kakšne daljše, kakšna Azija, naprimer Indonezija ali pa Amerika, takrat je mogoče malo več časa, kaki dan, da lahko greš kaj pogledat, ampak tudi ne preveč, no. Tako da se pravzaprav ujameš v tem, da si misliš, ko bom enkrat nehal, bom po vse te kraje šel pogledat kot turist, da bom videl, kje sem bil. Ja, zdaj, da bi šel potem točno te kraje, ne bi rekel, ampak sigurno pač ne vidiš toliko, pač ti prideš tja, vidiš čisto prizorišče, vidiš tisti kraj, v katerem si ti, mogoče tisto cesto, ko se pelaš in dejansko ni časa za študiranje na druge stvari, zaradi tega, ker ko si na tekmi, res celi vikend moraš biti fokusiran na tisto tekmo in ni časa, da bi zdaj študiral neke stvari poleg tega, no. Ni zdaj to, kot da greš zdaj na počitnice tja, ali pa kaj takega. Tim, ali je praksa, da bivši dirkači, bivši vozniki ostanejo v tem športu, ne kot trenerji, ker v Sloveniji bi moral pač najti nekoga, ki bi ga treniral, kot funkcionarji, da lahko od tega na nek način živiš, da si sodnik, da te vključijo v sistem. Ja, se dogaja to, večinoma tudi najboljših voznikov potem postanejo trenerji ali pa mogoče kakšni team menedžerji ali pa tako v nogometu, če gledamo. Pač ostaneš v teh vodah, čisto odvisno je tudi od samega posameznika, če si to želi ali se potem hoče čisto odmakniti, hoče iti čisto za sebe. Ti se ne želiš odmakniti od motorja, ne? Moja karijera, bom rekel, da sem šele bolj kot ne na začetku, 22 let sem star, če vidimo pač Toni je star 32 let, pa še kar vozi na tem največjem nivoju. Ti imaš najmanj 10-15 let. Ja, čisto odvisno tudi potem od posameznika, kako se ti počutiš. Naprimer, ko enkrat vidiš, da več to ni to, da ne uživaš v tem, je brez veze ostati v tem. Telo ima svoje... Ja, zaradi tega, ker ko se enkrat prekuriš, ko ni več tiste žerjavice v tebi, ko si pač res tisto želiš, potem tudi več z užitkom ne delaš tega in pač lahko vidimo, naprimer v Ameriki, karijere se že zaključujejo pri 27 letih ali pa 28 letih, pač čisto odvisno od posameznikov, koliko še jim ostane tega v njih noter, no. V glavnem, družina Gajser zaenkrat ima tim Gajser in ne nameravate odnehati nekaj časa še? Sigurno ne. Vsi ste vpeti not, ne? Kaj, mama adrese pere, pa kaj še? Vesna, mislim. Ja, imamo trgovino z temi mojimi artikli in to tudi prodajamo, tako da pač, ja, vsi smo not v tem, no. Brat je mehanik, si rekel? Ja, ata pač tudi še vozi. Sestri pa? Sestri pa pač, tako sem rekel, Alija ima zdaj konje, tako da se je bolj v te vode vrgla. Neja pa še toliko pač mlada, 4 leta je stara, tako da dejansko ima že svoj motor, tisti PV Yamahico ima, tako ko sem jo jaz tudi dobil, ko sem prvi začel voziti, tako da malo se že pela. In če gledaš, imaš občutek, da ima v sebi tisto Kampfgeist, bi človek rekel? Tako bi rekel, da hitro se je začela voziti, pri 3 letih se je že pelala z motorjem sama, tako da neko žilico ima. Tako da pa je čisto odvisno od nje, ali si bo to želela, ali si ne bo, ali bo kaj druga našla, tako da. Zdaj pa še eno vprašanje, Tim. Ko priješ na cesto z avtom, kakšen šofer si? Bom rekel, da vredi šofer. Zmaguješ ti tam, tekmuješ? Ne, tam ni fajn, da zmaguješ, tako da bom rekel, da voziti po omejitvah, vidiš, kakšne nesreče se dogajajo.
Tudi sam sem policaj, tudi probam, ko grem na razne šole ali pa bilo kaj za policijo, probaš pokazati otrokom, da pač ni vredno divjati po cestah. Je pač vredno mogoče priti kako minuto bolj kasneje, ko pa biti tam prehiter ali pa ne priti sploh. Alkohol? Ne pijem nič, tako da... Ne, pri eni akciji vem, da si bil zraven 0-0 alkohol, si pomagal. Tudi sem bil, ja. Rad se odzoveš na takšne humanitarne akcije, vzgojne akcije? Sigurno, pač če le lahko pomagamo nekako ljudem. Sigurno smo športniki v Sloveniji, tisti, po katerih se mogoče ljudje malo bolj pač zavzemejo, mogoče malo bolj prisluhnejo in upam, da lahko pač s tem tudi pomagamo pri vseh teh akcijah in ja, pač vedno se odzovem na bilo kako, če me poprašajo ali pač rečejo, če bi pomagal. Da bi te kdo zlorabljal pri teh stvarih, so poskusi verjetno, ne? Pa so, ampak dejansko pač preceniš. Hitro prokužiš. Ja, preceniš, gre za to. Tim Gajser, želim ti, da bo prihodnja sezona spet tvoja sezona, da te bodo gledali v hrbet konkurenti. Hvala lepa za ta pogovor, jaz sem užival. Tudi vam hvala.